V Mestni galeriji je postavljena razstava z naslovom Futurologija, na kateri se v bistvu ne sprašujemo toliko o tem, da bi želeli zgolj konstruirati neke znanstveno-fantastične poglede na bodočnost, ampak nas zanima res to, na kakšen način lahko umetnost sodeluje pri družbi bodočnosti. Torej ne samo, kakšna je umetnost za bodočnost, ampak v tem današnjem trenutku umetnost, ki govori o tem, kako razvijati družbo, kako v bistvu se nekako osvestiti vseh težav, ki danes pač pestijo globalno družbo in napredovati v neko boljšo skupnost, kakovostnejšo skupnost. Ne samo to, da vse zadnje je že veliko vprašanje, ali bo seveda ta naš planet sploh obstal, glede na vse spremembe, ki se dogajajo na pač njem. Razstavo odpiramo v Mestni galeriji v Novi Gorici. Izbor samega prizorišča ni naključen, ker smo na prostoru, kjer se je pred 71 leti začelo iz nič, iz močvirja izgrajevati novo mesto. Arhitektura je bila tista, ki je vodila, torej umetnost je bila tista, ki je dirigirala to družbeno utopijo. Arhitektura, torej forma, estetsko, kot tisto, ki naj pomaga pri oblikovanju kakovostnejše, boljše družbe prihodnosti. Zdi se mi, da smo danes kar malce izgubili ta kompas, da se družba, vsaj slovenska predvsem, nekako ukvarja bistveno preveč s preteklostjo, če sploh s sedanjostjo, o prihodnosti pa tega splošnega, generalnega razmisleka ni. Zato me je res izjemno, bi rekla, presenetilo ob tej mali raziskavi, ki sem si jo dovolila ob pripravah na razstavo, to, na kakšen način in kako kompleksno se s tem vprašanjem ukvarjajo naši slovenski umetniki. Torej, tukaj je zbranih kar 17 stališč, raje govorimo o stališčih kot o umetniških delih, zaradi tega, ker se posamezni avtorji predstavljajo zgolj z pač verbaliziranimi stavki, besedami, z mislimi. Drugi pa seveda tudi z vsem tistim, kar sestavlja sodobno umetnost, v kateri seveda tudi koncepti utemeljujejo umetniški izraz, tako da ta verbalni diskurs je tisto, kar je bistveno v ospredju. Torej in od pač črk do slike seveda, ta veliki raztežaj umetnosti, iz tradicije do sodobnosti. Zanimivo je tudi to, na kako intenziven način je danes v umetnosti lahko sugestivna risba na diagramih, ki sugerirajo načine razmišljanja in potem seveda tudi slikarstvom za današnji dan. Če mogoče še nekaj o imenih povem, da imena povežem s temi pozicijami, torej slikarja Staša Kleindiensta in Uroša Weinbergerja. Izrazito zanima družba prihodnosti. Weinberger se ukvarja že s tem trenutkom, današnjim trenutkom in slika neke vrste absurdne prizore iz sedanjosti. Absurdne zaradi tega, ker se res posameznik niti ne zaveda vloge, moči, vpliva tehnologije, ki spreminja njegov vsakdan, ki je lahko grozeča. Vendarle, mislim, da s to razstavo tudi govorimo to, da bi želeli, da bi ta tehnologija postala v bistvu točno tisto, zaradi česar se tehnološki razvoj skozi pretekla stoletja odvija, torej tehnologija kot neke vrste orodje za boljše, kakovostnejše življenje, za bolj polno življenje in navsezadnje tudi tehnologija za pravzaprav tudi lahko intenzivnejši ali pa povrnjeni stik z naravo. Torej, drugi slikar je Staš Kleindienst. Njegove slike so take, da se lahko na njih izgubimo, tako kot na srednjeveških miniaturah, kjer se je na enem listu, torej iluminacije te poslikave, v bistvu odvil cel svet, cel kozmos, od tega, torej od te sfere nebeškega, od v bistvu te duhovne podobe sveta do zemeljske podobe sveta. Potem so
na razstavi še umetniki, ki jih zanima torej tematiziranje in vprašanje na vse zadnje vesolja, torej kam se bomo premaknili na vse zadnje, če se bo izkazal ta naš planet za območje, ki ne omogoča več človeškega obstoja. Dragan Živadinov v skupini Zupančič Živadinov Turšič je tisti avtor, ki se že več desetletij ukvarja s postgravitacijsko umetnostjo in ki bo vsak čas pravzaprav tudi začel z umetnostjo v vesolju. Mislim, da se pripravlja k izstrelitvi tega prvega satelita iz zvezdnega mesta, prvih dveh pokojnih igralk. Naslednji tandem avtorski je torej dve mladi umetnici, Saša Spačal in Ida Hirschenfelder, ki ravno tako, bi rekla, globalno nekako zajemata temo z objektom, ki je po svoje spet zelo estetski, po drugi strani pa tudi poveden, sugestiven, navsezadnje pričujoč z zvokom, podobo, vonji. Potem je na razstavi še naslednji tandem, to sta torej Vladimir Leben in Damjan Kracina, ki na bolj humoren način obravnavata to vizijo razvoja človeške družbe, tako da ustvarjata neka hibridna bitja, malce šaljiva skorajda, kot da, šaljiva na ta način, če se nam zdi vse skupaj utopija, če se nam zdi vse skupaj privid, hkrati pa res se lahko z njima, pa še z Markom Kovačičem tudi sprašujemo o tem, kaj se bo zgodilo v tistem trenutku, ko bi genetski inženiring ušel izpod kontrole. Na podoben način, s to napako v tehnološkem sistemu, se ukvarja tudi umetnik mlajše generacije, to je Nejc Trampuš, ki vstopa v ta prostor z področja fotografije, zanima pa ga ta torej napaka v sistemu, napaka v matriki, tehnološka napaka. Ta je pri njem izrazito estetizirana, torej ustvarja neke vrste novo umetnost, tako rekoč tehnoabstrakcijo. Po drugi strani pa se lahko vprašamo, kaj je, če se ta napaka zgodi v kakšnem algoritmu, ki upravlja bolj pomembne mehanizme, svetovne mehanizme, kakšne so te posledice. Torej, nič več estetske verjetno. Potem imamo na razstavi še torej seveda dve nekako avtoriteti slovenske umetnosti, dva umetnika, ki sta pionirja, torej neoavantgarde 60-ih let, to je Marko Pogačnik in Srečo Dragan. Torej Marko Pogačnik kot tisti, ki je pravzaprav to zadnje dejanje konceptualistične skupine Oho preselil, izvedel v Novi Gorici, ko je v sodelovanju z arhitektom Nikom Lermanom torej sooblikoval projekt turistično-gostinskega igralniškega kompleksa Argonauti in pri njem postavil veličastno, torej največjo pravzaprav skulpturo, največje delo ohojevcev, to je bila ta sončna ura, torej sončna skulptura, ki smo jo res na žalost v Novi Gorici leta 1999 izgubili. Da se vrnem, Marko Pogačnik se predstavlja s tem, kar pač seveda v aktualnem trenutku počne, to je njegovo razmišljanje o torej novih oblikah sožitja z torej zemljo, o vračanju pravzaprav k tej bistveni človeški, torej temu, kar je bistveno, na čemer je utemeljeno človeško, v smislu torej začetki civilizacije, neke povezave z naravo, z torej kozmosom. Drugi omenjeni tudi za leto dni član, sodelavec skupine Oho pa je Srečo Dragan, ki je že torej kot pionir videoumetnosti in še vedno, torej zdaj ne več zgolj na področju videoumetnosti, ampak na področju te torej intermedijske umetnosti, tisti, ki je prepričan, da je ustvarjalec res torej mora biti v stiku z najsodobnejšo tehnologijo, če pač želi govoriti o družbi sedanjosti. In še
torej z letošnjo nagrajenko Prešernovega sklada Majo Smrekar, ki ravno tako izrazito postavlja to vprašanje o teh, rekla, dimenzijah človeške družbe, sprašuje se, kaj je to, kar nas dela človeške, trdi, da je morda ravno živalskost v človeku, to nekaj nebrzdanega, spontanega, torej nekultiviranega, tisto, kar nas pravzaprav še prizemljuje z našim človeškim bistvom. Jaz bi ob tem še parafrazirala to njeno misel in rekla, da morda je tudi tehnološko pravzaprav tisto, kar nas dela, če je seveda uporabljeno na reflektiran način, lahko bolj človeške, v smislu, da si res izboljšujemo pogoje za bivanje. Pri tem, če se sam še malo na to misel navežem, bi morali predvsem razmišljati seveda, torej neegoistično razmišljati in torej distribuirati pridobitve družbe enakopravno, enakomerno po torej svetu. Tu sta še Tobias Putrih, ki je torej umetnik, ki pelje kariero v Združenih državah Amerike, je profesor na tej najslovitejši v bistvu svetovni šoli za arhitekturo in oblikovanje na MIT inštitutu v Bostonu, kjer pravzaprav je njegovo poslanstvo točno to, da kot umetnik torej vodi dialog z znanstveniki, zato da skupaj oblikujejo boljšo družbo. Tudi torej tukaj je prisoten zato in na način, da predstavi, na kakšen način je mogoče pravzaprav prevesti neko podobo, torej človeško identiteto sodobnega človeka v nek vizualni, barvni kot. Na razstavi nas sprejme robot žicar Saše Sedlačka, ki je izrazito humorno obarvan tehno objekt, torej robot sestavljen iz odpadle elektronike, zavržene elektronike. Sedlaček razmišlja o tem, kaj se dogaja na tem svetu, ko se tehnološki odpadki vse bolj kopičijo, na humoren, duhovit način sestavi te kose, tako da nas res, ko vstopimo v galerijo, robot pač stegne roko in fehta za denar, torej gre za robota žicarja, ki govori hkrati o tem, kako je torej Sašo Sedlaček ga je namestil v prostore, v katere klošarji, torej pač ti marginalci nimajo vstopa, to so nakupovalna središča, torej trdi, da je robot prav s tem tehnološkim vmesnikom postal bolj komunikativen, torej pač tisti neke vrste oživljeni objekt, ki lahko zdaj komunicira z družbo, ne glede na te segmente, torej razredne segmente. In potem torej še Narvika Bovcon in Aleš Vavpotič, ki se res izrazito tudi v teh dveh sferah, torej znanstvene, teoretične in umetniške ukvarjata z tem območjem, pač novomedijske umetnosti, postavita neke vrste slikovno instalacijo, bi lahko skorajda rekla, v kateri se sestavi torej ta celota iz elementov, ki posnema logiko, ki je bila zelo popularna v 16. stoletju, to je pač logiko emblematike, ko se pravzaprav besedilo izpiše v vmesnem prostoru med podobo in med torej besedo, spet med črko in sliko. Torej, podobo je treba sestaviti in ne navsezadnje, je tudi, če hočem pač res dvema besedama povzeti to razstavo, je gotovo lahko zajeta z pač izrazoma kompleksnost in hibridnost. Torej,
Marko Peljhan, ki ga pa dobro poznamo v novogoriškem okolju, torej prav v tej galeriji, tako rekoč redno razstavlja, je tokrat vključen na razstavo z izjavo, z razmišljanjem, ki je pravzaprav tudi zelo stimulativno lahko za ta naš prostor, ker govori o tem, da je torej tudi v času, ko se dogaja ta hiperinflacija podatkov, mogoče v neki mikroskupnosti oblikovati neke nove oblike ekonomije, ki so za današnji čas nove oblike tega za družbo bodočnosti. In za zaključek tudi skupina iz tega goriškega okolja, to je Brida, ki nas popelje v svet, v katerega pravzaprav brez Bride ne bi mogli stopiti, in to je nanosvet, ko se na tak igriv način pred nami na ploterju odvije animirana zgodbica iz 7 slikic, ko se 2 nanodelca pogovarjata med seboj. Na ta način nas res Brida popelje v neke vrste tudi znanstveno utopijo. In ko sem ravno že pri tem prostoru in impulzih, ki jih je ta prostor dajal v širše slovensko okolje, bi lahko omenila še to, da je res ta goriški prostor bil že prostor tehnološke utopije, če samo pomislimo, kako je Edvard Rusjan s svojim bratom v kratkem obdobju, v intenzivnem ritmu, v enem samem letu ustvaril kar 7 prototipov letala, torej začetek letalstva na tem koncu, ki prihaja iz tega našega prostora, potem pač se ta zgodba izpelje, spoje z dogodkom, tragičnim dogodkom smrti, torej nesreče letalske, in seveda, da tudi ne pozabimo na to poglavje goriške avantgarde, goriških avantgardnih umetnikov, torej na poglavje, v katerem so zelo intenzivno v tem umetniškem življenju na tem koncu delovali umetniki, kot so Mariko Goj, Ivan Čargo, Beno Pilon. In potem res, spet omenila sem že ta preskok, seveda v 70. leta, ko se konceptualna skupina Oho preseli na ta konec, in lahko tudi navsezadnje ugotovim, da je na tej razstavi delež umetnikov z tega konca Slovenije izrazito močen, prisoten. Torej, poleg Peljhana sta tukaj Narviko Bovcon in Aleš Vavpotič, tudi Damjan Kracina, ki iz Posočja prihaja, je avtor, ki se nekako, ki pripada temu prostoru, in seveda Marko Pogačnik, Brido sem že omenila. Torej, to so vse te pozicije, ki jih nekako generira ta prostor, ki jih je imel moč zgenerirati, in da pravzaprav ne izpustim tudi tega, kako je pomembna za to sfero povezovanja med umetnostjo in znanostjo, s katero se precej ukvarjamo na naši razstavi, seveda tudi ta ljubljanska galerija Kapelica, ki jo vodi prav tako Novogoričan Jurij Krpan.